Ja, dobrodošli na Money How Live. Lahko rečem, da zdaj je že kar tradicionalen dogodek. Najprej smo ga začeli digital izvajati, zdaj ga izvajamo v živo in moram priznati, da je prav lepo videti obraze vaše, poslušalci, gledalci. Lepo je priti v stik z vami. Tako da hvala, da ste se danes udeležili našega dogodka. Prepričana sem, da boste izvedeli zelo veliko zanimivih stvari in da vam bodo te zadeve, ki jih boste danes slišali, seveda tudi koristili pri upravljanju vašega premoženja. Tako da ja, Marija Milica, moje ime je Marija Milica, sem ustvarjalka podcasta Money How. Prva epizoda je bila objavljena 21. januarja 2021. Sicer imam kar nekaj malo daljšo zgodovino o osebnih financah. Sem bila včasih novinarka in pa urednica edine revije za osebne finance v Sloveniji, to so Moje finance. Potem sem šla z financ in sem zdaj odgovorni urednik digitalnega uredništva Bloomberg Adria in pa regionalne revije Bloomberg Business Week Adria, ki izhaja v 3 jezikih. Tako da ja, tukaj sem v bistvu že pri prvi epizodi opozorila oziroma povedala, da ravnanje z denarjem oziroma upravljanje denarja ni raketna znanost in to dejansko tudi res je tako. Danes se bomo pogovarjali o prihodnosti investiranja. Smo ujeti med umetno inteligenco in pa zimzelenimi pravili, čeprav se ta zimzelena pravila pogosto spregledana, pa lahko rečem, da nekako kar ostajajo z nami že zelo dolgo časa. Tehnologija se pa eksponentno razvija in to v zadnjih recimo 10 letih, če samo pomislite, kaj se vse zgodilo, ne, res neverjeten tehnološki napredek, ampak če pa pogledamo še daljšo zgodovino, recimo 300 let, ne, je bilo pa še več teh inovacij, ampak same osnove oziroma temelji investiranja pa ostajajo praktično nespremenjeni. Dejansko obstaja ena študija oziroma raziskava je bila narejena, analizirali so te finančne nasvete oziroma finančne vodnike, ki so bile objavljene v zadnjih 300 letih in so ugotovili, da dejansko ostajajo osnove nespremenjene. Tukaj imate knjigo Invested, How 3 Centuries of Stock Market Advice Reshaped Our Money, Markets and Minds. Prva knjiga kot nekakšen finančni vodnik je bila napisana leta 1761, napisal je Thomas Mortimer in sicer Every man his own broker. Že takrat so vedeli, da je treba prevzeti odgovornost oziroma usodo v svoje roke in ne prepustiti se pač nekako, kako ne rečem, drugim. Ne? Tako da na koncu smo pod črto vedno odgovorni sami za svoje življenje. Tako da ja, tukaj pa že ta gospod opozarjal že v letu 1761, da je treba pač every man his own broker. Skratka, marsikdo bo zdaj rekel, ja, zakaj pa nismo vsi milijonarji postali v tem času, 300 letih, če vse tako znano in jasno. Je zaradi tega, ker ne upoštevamo te zimzelena pravila, ki so načeloma kar precej dolgočasna. Razpršenost, lokacija, nepremičnina, konstantno govorijo. V svetu investiranja je pa razpršenost tista, ki je ključna. Dolgoročnost, ponavadi gremo na borzo za daljše časovno obdobje, ampak velikokrat se zgodijo naša čustva oziroma se zgodijo neke emocije, ki nas nekako speljajo na kriva pota in prehitro prodamo, prehitro kupimo. Skratka, veliko nekih dogodkov se zgodi, ki prekriža naše dolgoročne plane. Pomislite, kje ste bili leta 2013. Takrat je bila Slovenija praktično na robu bankrota. Spraševali smo se, ali bo evro preživel. Ne vem, če se spomnite grške dolžniške krize. Takrat, 2013 do 2015, sem dobivala ogromno vprašanj bralcev, ali bo evro sploh preživel. Kje smo pa danes? Danes se
pa sprašujemo, če bo dolar preživel. Potem vojna se je zgodila. Veliko enih takih dogodkov je bilo, ki jih v bistvu nekako nismo dolg časa videli. Konec koncev smo imeli pa tudi neverjeten tehnološki preboj, imeli smo disrupcijo finančne panoge, demokratizacija financ, Bitcoin, kriptovalute, NFT-ji, ni da ni, ChatGPT, Metaverse je bil še prejšnji let zelo aktualen, zdaj malo manj aktualen. Kje je zdaj Metaverse? Skratka, veliko se zgodi v tem kratkem obdobju, desetletnem obdobju. Stroškovna učinkovitost je tudi ključna in ravno, ko govorimo o tehnoloških inovacijah, lahko rečemo, da za razvojem tehnologije se pojavljajo tudi cenovno bolj ugodni produkti, hitreje sprejemamo neke finančne odločitve, tako da tudi to nam lahko seveda pomaga. Ampak to so ta zimzelena pravila, ki pogosto marsikdo na nje gleda kot nekaj brez veze in dolgočasno in prav nič seksi, ampak to še zmeraj ostaja neka osnova.